likovnem področju nadarjeni otroci iz osnovne šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana se že vrsto let udeležujejo Ajkčevih likovnih delavnic, ki potekajo pod vodstvom akademske slikarke profesorice Tamare Trček Pečak in študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Otroci na delavnicah odkrivajo svet umetniških del in se naučijo, kako naredimo moderno sliko, jo hranimo in varujemo. Obiskali smo jih med ustvarjanjem. Letošnje zimske delavnice, ki je potekala februarja v prostorih Moderne galerije, se je udeležilo 15 otrok različnih starosti. Med drugim so se naučili pripraviti slikarsko platno, slikarsko podlogo in izdelati okrasne okvirje. Meni všeč riž, potem meni všeč šport. Jaz rad jaham konja, sklic, tudi sprehod. Tudi jaz hodim na trening, samurajske mečevanja. Jaz pa rišem umetniško. Meni všeč vse. Kipi imajo sliko, lahko gledaš karkoli. Res meni všeč. Risam zeleno in modro. Rada rišem, ker me sprošča. Na razstavi bom predstavila sliko v eni muci, v moji muci, ki je gleda čez okno. Moj najljubši šport pa je boksanje in ga bom drugo leto trenirala. Rada slavim karkoli, me spomnijo. Za razstavo rišem en travnik z gorami. Vas. Z zeleno barvo bom delala modro, rumeno, belo. V Moderni galeriji je 16. marca potekala svečana otvoritev razstave otroških del, ki so nastala v letih 2022 in 2023 v okviru delavnic za osnovnošolce. Otroci so se starši udeležili vodenega ogleda po razstavi z naslovom Od blizu. Na tej razstavi danes sta združeni dve delavnici. Ena je nastala že leta 2000 in se imenuje Ajkčeva delavnica, oziroma vsako leto, oziroma vsake 3 leta recimo, damo novo ime, glede na to, s čim se ukvarjamo. Letos smo se ukvarjali z moderno in sodobno umetnostjo in je bil naslov Ajkec z drobnogledom, ker v bistvu so to umetnine, ki so zelo zanimive, če jih gledamo tudi zelo od blizu. Saj so materiali, s katerimi so slikarji v tem obdobju ustvarjali, zelo različni. Od peska do vrvic, do zelo različnih stvari. Zato smo v bistvu tudi otroke poskušali stimulirati, da bi uporabljali čim več različnih materialov. Druga delavnica je pa vezana na eno sliko, ki jo imamo na razstavi Od blizu. Ta slika je pa slika Gabriela Stupica, ki se imenuje Atelje. In je zelo zanimiva, zato ker je slikar jo pustil v nekem zamrznjenem stanju, delal jo je 7 let in na njej je več kot 7 avtoportretov. In zato smo si mi nekako zamislili, da bi naredili tudi mi lastne avtoportrete. In ta cel prostor je poln otroških avtoportretov, ki so sami sebe naslikali in so se na isti način prilepili na stene kot slikar na to sliko. Meni je res veliko veselje, da že od leta 2009 to zgodbo peljemo skupaj z Moderno galerijo.
potem z fakulteto in pa z Rotary klubom. Tole je v bistvu že kar dolgoletno sodelovanje in meni je res v veliko veselje, da vsako leto oziroma da vsakič, ko te delavnice so, da imamo res en tak krasen dogodek, da se učenci vedno znova potrudijo in da, kot ste sami videli, res uživajo v tem, kaj počnejo tukaj, ne. Jaz si želim, da bi to sodelovanje se nadaljevalo in jaz si mislim, da glede na to, kakšen je odziv, da tudi bo. Tukaj gre za neko zelo pomembno dejavnost muzeja, ki ima za svojo nalogo predstaviti likovno umetnost na Slovenskem, tudi na nek način v mednarodnem kontekstu. In ta dejavnost ob tej razstavi, ki ima naslov Od blizu in ki na nek način se ne ukvarja s samimi umetninami, ampak kaže proces, kako jih ohranjamo v stanju, da jih lahko gledamo v muzeju. Na ta način se te umetnine na nek način pokažejo kot manj strašljive, manj oddaljene, zato ker jasno moramo delati z njih, moramo skrbeti za njih. Hkrati te delavnice, ki potekajo vzporedno, kažejo, da je ustvarjalnost na področju likovne umetnosti poteka od najmanjših otroških let do neke odraslosti. Hkrati tudi, kar je zelo bistveno, ne, muzeji niso namenjene samo eni izobraženi skupini, bi rekel, ljudi. Kako naučiti, bi rekel, občinstvo, ki niso študirani slikarji ali umetnostni zgodovinarji, kako razumeti slikarstvo, kako razumeti podobe, ki jih gledamo. To so Mona Lisa in to je Luna. To je ena izmed mojih slik in pač rad rišem, ker je pač kot nek zbaven hobi meni. A uporabljam eno ali pa dve barvi, imam rad, da uporabljam. In sem tukaj bolj enostavno pa in še to sem dal za otroke, pač za otroke, ki rabijo. To sem pa tudi narisal bolj za hobi. In sem rekel, pač ko samo s dvema pač in da sem bolj enostavno. Všeč mi je pač tako, pač ko rišem pač tako, pač kaj hočem. To. Pač koliko je sončni zahod po noči, ob morju, pa pač kao zvezde. Pa še to. Tukaj sem pa pač, sem nekaj ustvaril, na koncu pa to nastaja. Na koncu mi je bilo kar v redu pač. Izgleda kar pač v redu. Tukaj sem pa pač, ne vem, pač zaprl sem oči pa kar risal, pa je nastalo to. Ustvaril sem mojo prvo sliko, ki sem delal. Najprej sem pomislil na puščavo in potem sem oblikoval malo kot hribe podobne in potem spod sem naredil kot travo.
Zgoraj so pa bele črte, ki izgleda, da bo cel svet padlo na koščke. Na ta drugi slik izgleda na galeb, ki je sredi otoka, ki lih lava teče dol po morju. In spod je tudi malo trava, ki je bolj skupaj paše. Ajkčeve likovne delavnice potekajo med zimskimi in poletnimi počitnicami. Več o njih lahko izveste na spletnih straneh Moderne galerije.